Skratka, lepo pozdravljeni, dobrodošli v MoneyHow Live. Sem Marja Milič in gledate MoneyHow Live, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Preden gremo na današnjo epizodo, bi vseeno vas rada spomnila še enkrat na 22. maj, ko organiziramo naš tradicionalni dogodek MoneyHow Live, kjer bomo nekako, gre za investicijski šov leta, bom tako rekla, glede na to, kako smo začeli s tem Trumpovim mandatom, je definitivno lahko rečemo, da gre za res en velik šov. Kaj nas čaka? Na to bomo odgovarjali praktično skozi celotni dogodek. Imeli bomo v uvodu slovensko borzo, ki je kar relativno zelo uspešno se nekako borila z vsemi dogajanji na trgu, vendar konec koncev pa je ta carinski cunami dosegel tudi Slovenijo in videli smo pač neke upade tudi na Ljubljanski borzi. Seveda, dotaknili se bomo seveda tudi tega, kaj nam pripravlja Donald Trump, kaj lahko še pričakujemo z res vrhunskimi gosti, ki bodo na MoneyHow Live prišli 22. maja, tako da vabljeni ste tudi vi. Tako da, Andraž, dobrodošel v tem borznem viharju, kjer se bomo spraševali, kako upravljati portfelje, ko grmi. Veliko vprašanj smo dobili na to temo. Želela sem se javiti že v bistvu prej, petek, ko je tudi kar precej grmelo, ampak enostavno, zdaj so ta vihar, bomo videli, kdaj se bo polegel, enostavno je zelo težko nekako, lahko bi se javljali vsak dan, skratka, to je moja poanta. Andraž, videli smo, da je kar precej so borzne tečajnice upadle četrtek, petek, posamezne delnice, sploh tiste, ki veljajo za ljubljenke med malimi vlagatelji, so praktično od vrha izgubile po več 10%, Nvidia 40%, Tesla 50%, skratka ta indeks, ki spremlja Magnificent Seven, torej veličastnih 7 delnic, skoraj 30% od vrha. Na Wall Streetu so se razmere res zaostrile, medved je prilomastil na trg in seveda to sproža kar nekaj vprašanj o tem, kaj nas čaka. Videli smo tudi na Twitterju in tudi na CNBC-ju je Jim Cramer že nekako obujal spomine na črni ponedeljek in celo mislim, da napovedal črni ponedeljek v ponedeljek, to je jutri, snemava danes v nedeljo. Tako da bova malce se dotaknila vseh teh zadev, tako da dobrodošel v tem borznem viharju in v tej epizodi. Ja, lep pozdrav vsem, me veseli, da smo skupaj. Na to nedeljo sončno, čeprav naj bi nas dohitel tudi oziroma ujel ta nek polarni mraz. Pa vse vabim tudi, da nam pošljete kakšno vprašanje. Bova z Andražem poskušala na vaše vprašanje odgovoriti. Seveda imejte pa v mislih, da nisva vedeževalca, prihodnost je negotova, ampak vseeno Andraž ima toliko izkušenj z upravljanjem premoženja, doživel je že kakšno krizo, praktično sva oba doživela eno večjo krizo leta 2008, takrat smo dejansko takrat so se naši portfelji korenito skrčili, ampak potem od 2009 dalje pa tudi kar precej narasli. Andraž, mogoče lahko deliš z nami, za koliko se je skrčil tvoj portfelj, tako da vidimo, kakšna je tvoja bolečina. Ja, jaz bi rekel, da je nekako mogoče v skladu s trgom, mogoče kakšno odstotno točko več. Torej dobrih 20%, bi jaz rekel, od tistega nekako vrha, ki je bil tam januar, februar, čisto odvisno, mislim, da pri meni je bilo februar, ampak večinoma imam jaz tako, ko bi rekel, core pri meni tvorijo zmeraj ETF-i, teh aktivnih stav imam relativno malo in so omejene na največjo utež do 10% in se nanašajo na res neke specifične delnice, ki so mi dolgoročno všeč, ne zdaj iz stališča nekega trgovanja 6 mesecev ali pa 3 mesece ali pa enega meseca ali pa tovrstne stvari. Torej, verjamem v te neke zgodbe, da so mogoče fundamentalno privlačne glede na njihov dolgoročni potencial. Nimam pa veliko teh stav, v tem trenutku imam 3.
Jaz pa moram priznati, da se je moj portfelj kar precej skrčil. Zdaj, če gledava delniški portfelj, bom rekla tam 30 %. Jaz sem pač precej bila izpostavljena direktno in pa indirektno do Nvidie in pa do drugih teh Magnificent Seven delnic. Pa kripto portfelj, tam pa je tudi kar velika buška, mislim, da okrog 40 %, tako da je kar pestro. Ampak ja, spomnim se tudi leta 2020, ko so naši portfelji se tudi takrat je prišlo do koronavirusa, takrat so v bistvu S&P je takrat upadel v seštevku 35 %. Bila je totalna panika, ne samo na trgu, tudi tako na splošno, ampak potem smo videli kar hiter odboj. Zanimivo mi je trenutno dogajanje čez lužo. Zdaj med vikendom se mi zdi, da poskušajo ameriški politiki malce sanirati škodo, ki je nastala v preteklem tednu, ko mislim, da je 5000 milijard tržne kapitalizacije izpuhtelo dobesedno v zrak. Zdaj pa berem, da v bistvu so se javili recimo Scott Bessent, finančni minister, ki pravzaprav sploh ni bil vključen v to carinsko debato, njega so kar nekako izključili iz te debate. On je zdaj recimo, mislim, da včeraj ali danes izjavil, da ni razloga, da bi morali vračunati recesijo v tečajnice. On tega scenarija ne vidi, medtem ko JP Morgan je že napovedal, da bo Amerika letos v recesiji. Potem imamo pa še Lutnika Howarda, ki je celo potrdil, da bodo carine zanesljivo ostale v veljavi dneve in tedne, medtem ko je menda že 50 držav stopilo potem, ko so Trumpove carine začele veljati, se pravi 2. aprila, že stopilo v kontakt z Belo hišo. Se pravi, kaj pričakuješ, kakšna bo zdaj komunikacija? Bomo videli veliko te komunikacije, saniranje škode, ki je nastala zaradi v bistvu teh carin? Ja, jaz mislim, da tukaj pač se gremo spet ta nek boj za javno mnenje, kako interpretirati in kako prodati te Trumpove ukrepe kot nekaj, kar je nujno potrebnega in bo nedvoumno vodil k nekem uspehu, se vemo. Trumpov moto je napad, napad, napad. To pomeni tudi medijsko ali pa tudi sicer drugače. Tudi te carine so tako zastavljene, da jih je pač napovedal zelo agresivno, seveda z nekim ciljem, da si izpogaja mogoče tudi če na pol poti vseeno nek boljši položaj, kot on danes ocenjuje, da so ZDA pač v tem položaju. Torej, da izboljša nekako trgovinske, ko bi rekel, pravila menjave ali pa možnosti menjave. Zdaj, kar se tiče tega, da finančni minister ni bil tukaj vključen, je v bistvu meni to malo nenavadno sicer, ampak me ne bi nujno to presenetilo, če bi bil čisto iskren, glede na to, kako ad hoc in v ozkem krogu zna Donald Trump sprejemati v končni fazi te odločitve. Je to politično zunanje trgovinska odločitev, tako da v bistvu mogoče malo bolj gre tam proti Ministrstvu za gospodarstvo oziroma Trade Commerce, zunanje političnih odnosov, ampak vseeno se je pa predvsem izjemno podcenjeval, kakšen vpliv ima to na ameriška podjetja, pa bom razložil. Trgovinska menjava je samo en del, ko bi rekel, teh gospodarskih odnosov, ki jih imajo ameriške multinacionalke po svetu. Na nek način je celo absurdno, ker velikokrat same izvažajo kapital, vzpostavijo proizvodnjo v tujini in iz tujine oskrbujejo domači trg. Torej, lahko bi rekli, da je to davek praktično na domače multinacionalke, ki so zunaj ZDA v zadnjih desetletjih, ko se je globalizacija dogajala, vzpostavili proizvodno bazo. Zato je pa tudi ameriški trg toliko bistveno bolj reagiral, po mojem mnenju, torej delnice družb, kot pa recimo nek evropski trg. Ravno zaradi tega, ker to, rekel, posredno pravzaprav prizadene večino ameriških podjetij, ki so internacionalizirana na tak ali pa drugačen način, ali skozi neko verigo vrednosti, nabavno verigo ali direktno proizvodno verigo. Tako da v bistvu na nek način, ne vem, je bilo tukaj to za pričakovati. Kar se pa zelo močno podcenjuje, je pa tudi to, da kako Američani uravnotežijo kakršenkoli deficit
ali na blagu, ali pa tudi na kakršnikoli zunanji menjavi. Ja, tako da investicije pretekajo v ZDA, s tem, kaj je v bistvu Trump na nek način v koleno ustrelil kapitalski trg. To tudi ni dolgoročno gledano najboljša stvar. Je pa povzročil eno stvar, kjer pa finančni minister verjetno mu je lahko hvaležen. Vlagatelji so dobesedno, povzročil se je stampedo, dir vlagateljev v zavetje varnih državnih obveznic. Tam imajo Američani zelo velik deficit, ki ga morajo financirati in refinancirati svoje dolgove, tako da tam je donosnost za dospetje dolgoročnih obveznosti padla. In to pomeni, da so vsi v tem varnem zavetju se postavili v vrsto pri zakladnici, pri gospodu finančnemu ministru, tako da kaj preveč se on nima za pritoževati. Meni je pa to zanimivo, kar si rekel, da je Trump ustrelil borzni trg dobesedno v koleno. Zdaj, Trump se v bistvu rekel je, da mu ni mar za to situacijo. Zanimivo je pa tudi, kako je v bistvu ignorantski bil, oziroma se požvižgal vse na dogajanje na borzi, s tem, ko je v petek odletel na Florido. Včeraj je bil na nekem turnirju, golfskem turnirju seniorjev in danes bo igral v finalu. Tako bizarna situacija, medtem ko na drugi strani ostali člani njegove administracije poskušajo vseeno malce pomiriti trge, kot sem rekla na začetku, Andraž, Jim Cramer in pa še nekateri drugi napovedujejo ta črni ponedeljek. Kaj pravzaprav pomeni črni ponedeljek? Bomo videli mogoče, ker takrat, ko so leta 87 so tečajnice Dow Jones, se mi zdi, da je upadel za več kot 20%. A lahko mogoče pričakujemo kaj takega, ta scenarij, črni ponedeljek, 20% padec borznih tečajnic? Jaz mislim, da ne, zato ker na ta črni ponedeljek so se tako res dobesedno vsi možni strahovi skoraj v enem tednu materializirali, ampak vsaj zdelo se bo, da se bojo materializirali in seveda je to pomenilo, da je v zelo, zelo kratkem času trg odreagiral zelo, zelo burno. Nastala je likvidnostna kriza, tuji trgi v bistvu so že, ne vem, že prvi indikator bo v ponedeljek, kako se v Aziji odprla. Mislim, da so bile tam zgodbe, ko so nekateri trgi tudi 20-30% bili v minusu v Aziji takrat. Moramo razumeti, da je bil takrat svet bistveno bolj drugačen, da je bilo bolj ta ZDA, Azija, Japonci nas bojo premagali gospodarstvo in take stvari. Danes je to popolnoma drug svet. Pa še ena druga stvar, ki je, zdi se mi, da če tudi ne bom rekel, da ne more priti, oziroma se je na nek način že prišlo do nekega podobnega popravka, kot smo ga videli na črni ponedeljek. Sam takrat je bilo v enem, dveh dneh, recimo, se je to zgodilo, zdaj se pa od vrha že so se indeksi pokorigirali tudi za več kot 20%, recimo Nasdaq. Torej, če bomo še z teh ravni šli nižje, bo v bistvu upad na koncu večji kot kot je bil črni ponedeljek. Zakaj to govorim? Ker črni ponedeljek je bil res črni ponedeljek. En dan, dva, tri, zatem so tečaji začeli rasti in so dobesedno od takrat samo rastli in rastli. Črni ponedeljek je bila ena največjih nakupnih priložnosti v zgodovini kapitalskih trgov, ker se je trg dobesedno odbil že na zeleni torek ali sredo, ali pa ne vem, zeleni naslednji teden je bilo samo zakupovati in je šlo navzgor. In če pogledamo, to je bilo leto 87. Vemo, da od konca 80-ih let skozi 90-ta, to so bilo najbolj donosni časi do leta 2000. Tako da ta črni ponedeljek, tudi če je bil, so ga trgi zelo hitro prebavili. Zdaj, tukaj imamo pa mogoče malo drugačno situacijo, ker se nam dogajajo te stvari že bolj v poznem ciklu. Tudi vrednotenja, iskreno povedano, so, če bi jih malo gledali, najverjetneje celo malo bolj napihnjeno, kot so bila takrat na črni ponedeljek. Samo so pa tudi okoliščine drugačne. Sam razložim. Centralna banka takrat ni bila na trgih ameriška s tovrstnimi ukrepi, kot so se razvili po veliki finančni krizi, kot je kvantitativno sproščanje, odkupi obveznic, direktno poseganje na trg. Tega takrat ni bilo. Če bi bilo na trgu, bi oni posegali in bi to likvidnostno, ko bi rekel, stisko, ki je takrat nastala, na drugačen način rešili. So se pa ukvarjali z drugimi stvarmi, za hedge fundi, ki so dobesedno zbankrotirali na tisti dan, seveda, ker je bil tako hiter padec in to vrstne stvari. Tako da jaz mislim, da tukaj
gospod Kramer in tudi drugi neke vrste pritisk izvajajo na Jeroma Powella in na Fed, da na nek način ukrepa ob odsotnosti kakršnega koli simpatije gospoda Trumpa za delniški trg, v tem smislu, da ne razmislijo o svoji politiki, ker se likvidnostne razmere zaostrujejo, a ne, to se vidi iz samega trga tudi, in če bojo prišle tarife, bo pa še sentiment slabši, ne, in z tega stališča, a ne, pritisk narašča na Fed. Tudi Trump je pozval Fed, da je čas, da začnejo rezati obrestne mere. Na nek način je, ne vem, ko bi rekel, zakuhal to, kar je zakuhal, šel na golf in pustil Fed, da se s tem ukvarja. Tako, to bi bil verjetno najlepši povzetek vsega skupaj, ne. Zdaj, samo sekundo, da ti vskočim tlele. Zdaj, mislim, da v petek so bili zaprti borzni trgi na Kitajskem zaradi, ne vem, nekega praznika. Zdaj, zato je tudi to pričakovanje, kaj se bo zdaj zgodilo na Kitajskem. Zdaj, delnice so upadle od tega vrha, ki je bil dosežen 19. marca za skoraj 8%. In seveda se zdaj vsi ti investitorji na Kitajskem pripravljajo na ta težek ponedeljek, ki naj bi že upošteval tudi to kitajsko povračilo na ameriške carine, in nekateri celo špekulirajo, da bi to lahko vodilo v neko tehnično korekcijo ali pa celo medvedji trg. V bistvu Kitajska relativno hitro odgovorila z nekimi povračilnimi ukrepi, se pravi 34% carino na vse na ameriški uvoz, in seveda zaradi tega je tudi se povečala ta bojazen, da bi lahko prišlo do recesije. Kaj lahko zdaj tukaj pričakujemo v Aziji oziroma od Kitajcev? Kitajci so se dosti pričakovano odzvali na nek, ko bi rekel, sorazmeren način, ne vem, kako naj drugače rečem, glede na to, kakšne carine so uvedli Američani. Zato, ker Američani so že prej uvedli carine, to se je začelo že prej kuhati, ne pozabimo, prosim. Saj ni ta tabela njegova, ki jo je on pokazal javnosti, predtem so že obstajale ukrepi zoper Kitajsko in na tiste ukrepe, ki so že bili, je on top dodatno še uvedel carine na kitajske izdelke, ne. Na nekatere gre to tudi do 50%, ne. Tako da že tako kitajski določeni izdelki niso dobrodošli v ZDA, obstajajo antidampinški ovire in tovrstne stvari. Tako da to po moje za Kitajce ni nič novega in seveda oni ne morejo šibkosti tukaj pokazati, dokler se ne spravijo za mizo, ne, in zdaj se bojo vsi se bojo zdaj delali močne, noben ne bo šibkosti pokazal, dokler ne stečejo neki pogovori, ki bomo videli, šli v kakšno smer. Je pa to verjetno najpomembnejši neke vrste globalni dialog, ki teče v tem trenutku, ker to sta največji svetovni gospodarstvi v tem trenutku in seveda vplivate na neke globalne, kot bi temu rekel, trende, kot svetovne konjunkture in ne vem, zlasti Kitajska vpliva močno na ceno nafte, recimo, ker ogromno energentov, resursov koristi. Tako da bomo videli. Je pa dobro vprašanje v bistvu, kaj to pomeni v bistvu za Kitajsko, ki se je soočala ali pa je bila v neki prikriti recesiji v zadnjih kar 2 letih, bi jaz rekel, in je nekako ven izhajala iz teh težav, ki so jih imeli predvsem v nepremičninskem sektorju. Tukaj bo zanimivo pač videti, ne, kako se bojo Kitajci odzvali, ali bojo recimo stimulus povečali. Moramo vedeti, to je vse še zmeraj poltržno ali pa centralno plansko gospodarstvo in oni se lahko odločijo, da bojo stimulirali svoje gospodarstvo na nek način, a ne. Pol zanimivo bo, kako se bojo oblikovali odnosi EU-Kitajska, ne, ali bo zdaj to, rekel se, enako neka vojna izbruhnila, ali kako bo to zdaj izgledalo, ne, če so carine na ameriške izdelke, kako je z evropskimi, pa kakšne bojo, recimo, to je tudi en tak zanimiv način. Je pa res, da Kitajska je ratala pač dobesedno vseeno največji proizvajalec vseh živih stvari na svetu, a ne, in verjetno so tudi oni pred izzivom, da, ko bi rekel, neko tranzicijo naredijo
v neko gospodarstvo, ki bo malo manj na fundamentalni proizvodnji temeljilo, ampak malo bolj tudi na tehnologiji. Ampak mislim, da je tukaj tudi razlog, zakaj Američane toliko strah. Jaz mislim, da jih zaradi te proizvodnje ni toliko strah. Njih je strah, da se neke tehnologije, take ali pa drugačne, pretakajo iz ZDA na Kitajsko in da so tukaj preveč bili milostni in da zaradi tega jih Kitajci lovijo v AI-ju in tudi v drugih, rekel, tehnoloških, rekel, modernih tehnologijah, da se tako izrazim, ne. In tukaj jih je strah, ne. Druga stvar je pa še to, da Kitajci so v preteklosti bili tudi redno kupci državnih ameriških obveznic, pa so to majčkeno umirili zadnje čase, tako da bomo tudi to videli, kako se bo to dogajalo. Tako da mogoče je celo ta odgovor, da ima zmanjšati primanjkljaj, zato da ne bo toliko potreb Kitajske, da nazaj kupujejo naše obveznice, ker te razmerja niso vzdržne na dolgi rok. Ampak ne vem, če je na pravilen način, če je to optimalen način, kako je Trump sprožil ta dialog. S tem se veliko ljudi ukvarja ta vikend, ki bere razne, kako bi rekel, komentarje ekonomistov, pa gleda zgodovino, pa ne vem, te razmerje trgovinsko-blagovna, pa kam pridemo, ko enkrat ustavimo svetovno trgovino. Ja. Jaz bi predlagala, da greva midva odgovoriti, samo še par vprašanj smo zdaj dobili, pa bi mogoče potem bil bolj fokus na tem, ker zdaj midva špekulirava, saj ne vemo, kaj se bo jutri zgodilo, ne vemo, kako se bo zbudil Trump, pa kva ga bo pičil, po domače povedano, tako nepredvidljiv je, ne? In borzni trgi pač ne marajo te negotovosti, ampak mi pa živimo zdaj v tej negotovosti in moramo upravljati s svojim pač premoženjem oziroma s portfeljem. Pa bova midva pogledala, kako to narediti, ampak še prej, dajva samo sekundo odgovoriti na eno vprašanje. Takole, Trump dela to namerno, kratkoročno je slabo, dolgoročno je to zmaga, katero Amerika nujno potrebuje. To je vprašanje. Hvala za vprašanje. Kaj ti praviš, Andraž? Mislim, Trump dela to namerno, kratkoročno je trg povedal, da dobro ni, ne. Ne bom sploh sam govoril, ne, ker tule je že ta polčas se je odigral. Dolgoročno bo to zmaga, bi si pa jaz težko rekel, ker je tako prihodnost nepredvidljiva. Jaz dvomim, da bojo neke tarife povzročile tukaj, da bo ZDA bolj konkurenčna. Še nikoli se to ni zgodilo v zgodovini. To se mora zgoditi zaradi tega, ker enostavno imajo tam boljšo tehnologijo, bolj sposobne ljudi, srečo tudi malo, mogoče tržno gospodarstvo, ki vseeno bolj razporeja kapital, kot eno plansko gospodarstvo. Tako da jaz sicer kar verjamem, rekel, v ameriško gospodarstvo, ne verjamem pa v način vodenja, ki ga ima Trump, da ti določaš neke cene, pa omejitve, pa ta pretok, ko bi rekel, vsaj med zavezniki ali pa med nekim zahodnim svetom, ki ima podobne norme glede pravne lastnine, da to omejuješ. To pa se mi zdi, da ni ta izolacijska politika ZDA, se mi zdi, da to nisem prepričan. Se mi malo manj bolj deluje v imperiji, ki pogreša stare čase, ki so jeklarska industrija v ZDA kaj pomenila in s tem fopajo svoje podanike, vzadej pa sami bašejo nek denar v svoj žep. Tako da to ne verjamem najbolj. Tudi to, da bo Amerika blazno zgubljala, sploh na področju IT-ja, saj poglejmo Magnificent Seven dobičke, kakšne dobičke ustvarjajo te podjetja, praktično globalni monopoli so. Jaz sploh ta mega movement ne razumem, kaj je to Make America Great Again. Mislim, toliko dobičkov, ki tiste firme ustvarjajo in toliko tehnologij, ki jih imajo, ki jih drugi nimajo. Jaz ne vem, kdo jih ima, tako da kaj bo šle Amerika, ki bo velika, ne? Tako da ne vem, no, mislim, morajo pa odpraviti to mogoče neka neravnotežja, ki jih imajo, ne, trgovinski, ko proračunski primanjkljaj je res ogromen, no, po domač povedan, tudi v bistvu enako trgovinska menjava, ampak nisem čisto prepričan, če je najboljši način to tako, kot se je to pač zdaj lotil Trump, ne. Ja. Ampak dobro, saj oni v bistvu pač so zdaj udarili, te 10% carine so začele veljati včeraj že, se mi zdi, ali danes zjutraj, ne vem, zdaj, mislim, da danes zjutraj so začele veljati. V glavnem, ampak to je v bistvu samo, kot sem jaz razumela, način,
kako spodbuditi ostale za neka pogajanja. Ker Ja, tukaj bom rekel, se ja, pa pravijo, da je vse skupaj odvisno, kakšne bodo posledice, odvisno od tega, koliko časa bodo te carine v veljavi. To je rekel tudi konec koncev Lutnik, da carine zanesljivo bodo ostale v veljavi dneve ali pa tedne. Se pravi, pričakuje vsem tukaj, da bo neko pogajanje. jaz mislim, da tako, ko greš malo v globino teh stvari, recimo, meni je bilo zelo zanimivo, izjava, mislim, da predsednika singapurske vlade. Singapur je taka, rekel, majhna država, skozi se mora nekaj prilagajati, ampak hkrati tudi, rekel, je zelo zglobalizirana, izvoznik in gor dol. Je rekel, razmišljali smo, ali bi sploh kakšne protiukrepe, oni so dobili samo 10% carine, by the way. Ja, sej, so rekli, mislimo, da je to, s čimer je začel zdaj Trump, gre proti sistemu globalne trgovine, ki ga je zgradila sama Amerika. Torej, cel sistem globalne trgovine in kako deluje in kako je ta globalizacija izgledala, to je straight out of the US handbook. To, da se zdaj oni delajo butaste, da so Kitajci to spisali, to je taka hinavščina, da glava boli. Ampak to je lepo rekel, ampak ne glede na to, mi ne bomo proti ukrepov uvedli, in to izhaja iz enostavnih razlogov, ker tudi če so tam 10% tarife, noben ne umrl zaradi 10%, da jim reči, da gre pol, rekel, vsak mal nekaj se zmeniš, pa že najdeš ti neke učinkovitosti. Druga stvar, ki pa je, da nikoli strukturno ne bo, preden bo strukturno, kako bo strukturno ZDA, ki je v polni zaposlenosti, ustvarila, ne vem, zdaj si bom pa zmislil, 20 milijonov delovnih mest v proizvodnji, kolikor jih je zdaj po svetu, recimo, pa sam karikiram, da jih je toliko, verjetno jih je več, ki izdeluje izdelke, ki jih Američani kupujejo. Lepo prosim, kako se bo to zgodilo? Odkje bojo pa ljudje prišli, hkrati imajo pa politiko, da omejujejo in zajezujejo imigracijo ljudi. Amerika je blizu polne zaposlenosti in tudi število delovnih mest v predelovalnih dejavnostih se je malo ustavil, ker je bil tok zaposlovanja skozi korono takrat, in je bil zelo strm skok, ampak to se ni bistveno zmanjšalo zadnje 2-3 leta. Sam Trump je igral na to politično karto v volitvah, ker pač je do delnega zapiranja prišlo. Tako da jaz mislim, da če bo ta proizvodnja v ZDA nastala, mogla biti hudo next level, 2.0, avtomatizirana, neki roboti, to sploh niso klasična delovna mesta. Jaz ne vem, to ne morejo biti ljudje, ki hodijo tako leta 80 tam v filmu Lovc na jelene, neki švasa, to eno jeklarno noter. To so oni časi. Okay. A greva midva zdaj, Andraž, na vprašanje, ki po moje zanima številne naše gledalce in poslušalce, kako v tem obdobju negotovosti in tega borznega viharja ohraniti mirno glavo, mirne živce, ko ti vidiš, da se ti portfelj skrči, ti si ga pač gradil dolg časa in potem se ti praktično v 2 dneh skrči za, ne vem, 10, 20, 30%. Zdaj, nekateri, ki so bili na kriptotrgu, so verjetno bolj vajeni teh nihanj, tisti, ki tega ne doživljajo, niso doživljali, pa mogoče so zdaj šokirani, pač ne vejo, kaj se dogaja, kako se v taki situaciji v bistvu obnašati. Ker mi, ko gremo v trgovino, ko vidimo 30% popust, rečemo, aha, mogoče se splačati v šoping, ampak tukaj na borzi smo pa malo bolj zadržani do teh popustov, ne? Ja, ampak ravno v takih časih se premija za tveganje poveča. Ti nakupi dolgoročno praviloma prinesejo nadpovprečno donosnost, ne glede na to, kakšna bo. Praviloma jo prinesejo, ali pa vsaj višjo, kot bi jo, če bi 3 mesece nazaj kupovali. Prvič, ta korekcija, ki jo zdaj videvamo, lastnost je bila, da je bila malo bolj strma. Jaz mislim, da je bila bolj strma, ker je bila spet povzročena dobesedno z neko politiko, ker neka politika, neka sekira zaseka, da se tako izrazim, bom dal primerjavo. Recimo, ko je bil COVID, smo imeli restrikcije in na nek način politično se je gospodarstvo zaustavilo z nekimi ukrepi.
a ne. Jaz bi zelo primerjal te tarife v tem smislu, da se je uvedlo hegemonično, torej neka vlada, nekdo, ki ima možnost represije, določati omejitve, kaj bo kdo delal, je v bistvu predlagal, da se bo pač zajezila, da se ustavlja globalna trgovina mogoče celo, ali pa vsaj zaustavlja, da razmisli o tem, a se bo odvijala naprej tako, kot je. In ta zastoj je bilo treba vračunati v tečaj. Zato je moja prva razlaga, zakaj je tako strm upad, kar se tega tiče. Ampak če smo se karkoli naučili s korone, vsak tak poseg je praviloma, ko bi rekel, umeten, ne ustal ekonomije na dolgi rok. In takrat, če se spomnite, je bil tudi zelo hiter res navzdol v letu 2020, konkretno, in tudi potem se je to zelo hitro odbilo in je šlo še višje. Zdaj, jaz ne pričakujem takega odziva monetarnih oblasti, kot je bil med korono, ker takrat so bile vse in fiskalna, torej in državno trošenje in vse ostalo v sinhrono, zato da bo budil gospodarstvo in se je pretiravalo malo, da se tako izrazim. Ampak pričakujem pa vsem, da bo Fed, če bo prišlo do nestabilnosti, bo mogla uvesti neke ukrepe. Tudi če ne bo spreminjala kratkoročne obrestne mere, pa mogoče kakšne odkupe državnih obveznic začeli delati ali pa nekaj takega. Tako da to je prva stvar. Ta upad ni izven normalnih okvirov, kakorkoli bi ga gledal. Ni še globlji, lahko gre še dol. Smo imeli tudi globlje upade znotraj bikovskega trenda. Recimo, sej lep primer je bil leta 2021, ki v bistvu se je začel tam konc leta, je bil vrh, potem smo pa praktično celo leto 2022 drseli navzdol in takrat so že vsi govorili, da smo v bear marketu in da je vsega konc, pa se to ni zgodilo, so se tečaji potem pobrali. Tako da vsi ti scenariji so še možni, da je bila pač ta korekcija, ko bi rekel, bolj neka ročna, ki jo je Trump zategnil in da se bomo v bistvu vse izkazali, da mogoče ni tako hudo. To bo izhajalo iz mogoče reakcij teh bilateralnih protiukrepov. Gledali se bo predvsem dobičke družb. Tukaj letos so že previdni vsi ratali, bo recesija ali ne, a bojo dobički sploh kaj rastli, napoved se znižujejo in pač, torej, kaj se bo zgodilo? Če bomo od zdaj naprej drseli navzdol, kar je možno, da bomo do naslednjih par mesecev v bistvu drseli navzdol, se bo ta neko precenjenost ali pa malo vroča vrednotenja, ki so bila, pa vroče glave po AI-ju, se bojo pač malo ohladile, pa bomo prišli k realnosti, kakšni so sploh učinki teh tarif. Ker danes je ogromno ugibanja, v resnici pa noben čisto točno ne ve, kakšni bojo ti učinki. Vejo, da naj pozitivni, seveda, ampak drugo je. Drugo je, zdaj, a lahko še zaniha navzdol? Odgovor je da. Zdaj, kako navigirati skozi to? Zelo enostavno, če imaš dolgoročni pogled, načeloma, smo večkrat povedali, moraš razpršiti tudi časovno svoje nakupe. Itak je tukaj predvsem priporočeno time weighted average, da v bistvu skozi stalno si na trgu. Rekli smo tudi takrat, kadar je VIX na 30, je za razmisliti, če bi mogoče te periodične nakupe tudi malce povečali mogoče. Ni treba iti na glavo, ampak ne vem, če smo mogoče pre 50 evrov imel in si jih lahko prvoščaš 100, pač naslednjih par mesecev dvigneš ta periodičen znesek. Zdaj, seveda, za tiste, ki se je že nekaj nabral, ni enostavno gledati, ampak vse je treba tukaj, ne vem, če se hočete boljš počutiti, odprite graf S&P-ja za 30 let, pa se boste malo boljš počutili, ker v bistvu pejte gledati malo, kolikrat je šlo dol, in kako se je v bistvu nekako odvijala stvar naprej. Tako da z tega stališča so taki popravki del, dajmo reči, nekaj letnih ciklov na borzi, kjer se taki popravki, ne vem, enkrat na 2-3 leta dogajajo. Vsaj v zadnji fazi so se. Tako da to je to. Mogoče malo taktično, če že bi moral biti malo gledati v kristalno kroglo. Trenutno so tečaji močno preprodani. To je izraz za v bistvu, dajmo reči, stanje trga, kjer je bil predvsem zelo močan prodajni pritisk in vsakič, ko je trg hotel rasti, se je v bistvu več ponudbe znašlo na trgu kot povpraševanja. Praviloma to pomeni, da ko si v nekem ekstremu, se trg najde pot k nekem bolj ravnotežju, ki je bliže povprečju. Tako da jaz bi vsem pričakoval, tudi če bo ponedeljek črn, pa bomo šli še enkrat dol 5-6%, pa bomo, ne vem, ta kumulativen upad spravili nekam med 25 in 30, da bojo počasi v bistvu vsem prišli neki oportunistični nakupi na trg.
Torej, tudi v vsakem medvedjem trgu je ta bull market rally, se tečaji obrnejo navzgor, tako da to me ne bi presenetilo v naslednjih 14 dneh, da se je iskalo neko dno, ker trenutno ta graf zgleda zelo kot nek padajoč nož, zelo naravnost na glavo gre dol. Dolgo časa ne vztrajajo take razmere, mogoče 2-3 tedne, to je maks. Tudi takrat, ko je bila finančna kriza, je ta obdobje res tako bi rekel, prostega pada, če hočete, je trajal mogoče en mesec. No. Ampak, Andraž, jaz glih razmišljam zdaj, takrat, leta 2008, 2009, takrat v bistvu nismo imeli tega kripta, ker veliko ljudi, ki so danes tudi na delniških trgih, so dobili to pospešeno izobraževanje, pa te bolečine so začutili prav na kriptotrgu. Mogoče bo pa tokrat drugače, bodo vztrajali tudi v teh korekcijah oziroma padcih dalj časa. Ne bojo zbežali, ne bodo se ustrašili. Ja, to je možno, a ne. Sicer kle se lahko znajde v eni pasti, a ne. Mogoče bi poudaril tudi, da je angažma malih vlagateljev na ameriškem trgu rekorden v odstotkih vseh vlagateljev, a ne. Vsem ta, ko bi rekel, demokratizacija financ, kjer je lažji vstop na trg, je omogočila mnogim, da so se pridružili samemu trgu, a ne. Tako da tukaj to pomeni, da je trg malo bolj impulziven, a ne. Imamo dva layerja, mogoče tiste, ki so se učili na kripto, to njih ne gane ta nek nihaj. Je pa res, da bi rekel, da njihov portfelj zgleda drugače, da njihov portfelj zgleda, 80 kripto 20 delnice ali pa 90 kripto 10 delnice, a ne. Tako da to pa vprašanje, kako gledaš sploh, a ne, ker sta malo v silosih so ti vlagatelji, no, ti, ki res igrajo na mogoče dolgoročno investiranje v delnice, itak pri njih kripto ni osnova, a ne, pri tistih, ki imajo kripto, pa malo za začimbo, malo te stonkse noter mečejo. Ja, okej. A greva midva naprej? Ful enih vprašanj prišlo, pa bi mogoče se kar lotili odgovarjanja na vprašanja. Samo sekundo. Zlato leti navzgor, srebro pa dol. Kakšen vpliv imajo na to carine in kaj lahko tu pričakujemo? Zdaj, zlato je tudi v upadu za to korekcijo, ki se dogaja. Samo sekundo, moram prav pogledati. Ja, zlato. Pač prebili smo tisto mejo $3000, za Zlato je bil- trojansko unčo. Zato je bil pač pregret ves čas, ker tam pač že nekaj časa raste in je bil malo pregret, in ko se je ta zgodba s tem carinam zgodila, v bistvu tukaj je bil likvidnostni skviz. In jaz ves čas pravim, likvidnostni skviz, finančna stiska, take stvari, a ne, ko je treba hitro prodajati, vplivajo tudi na zlato, zaradi tega, ker če en del portfelja pade, imaš ti neko fiksno lokacijo v zlato in moraš zlato prodati, recimo, in iti v denar izplačati vlagatelje, ne. Tako da dostikrat, takrat, ko grejo delnice dol 5-6%, ne pričakuj zlato, ko je finančni zlom, zlato ne bo zraslo. Zraslo bo prej, ko bojo neke grožnje, ko bo neka inflacija, ko bo neka psihaža, ja. Ko pa enkrat res problem z bankami, ki tudi same delajo na tem trgu, so pa državne obveznice tista stvar, ki bo bolj, rekel, performala ali pa bo nekako držala vrednost ali pa jo celo malo pridobila. Ne veliko, ampak točno to smo videli. Donosnost za dospetja 10-letnih ameriških obveznic je šla 4,5 na 4 in tudi v bistvu so praktično edine asset class, ne vem, če so edine asset class, od ta večjih premoženjskih oblik so državne obveznice, pač vsaj v tem 14 dneh, 3 tednih nekako so malo pridobile in te donosnosti so se spustile navzdol, ne. Tako da ta veliki trezor, jaz sem celo videl en post na LinkedInu od CEO od Bitpande, ki je v bistvu označil vse skupaj kot veliko zaroto ZDA in Trumpa, ravno zato, da povzročijo neko stisko na kriptotrgih in drugje, zato da bojo ljudje kupovali državne ameriške obveznice, da bojo lažje financirali svoj proračun, ki naj bi bil v stiski zaradi primanjkljaja, a ne. Toliko daleč grejo ljudje, ki so iz kripto sveta, zakaj se v bistvu, in to CEO-ji, torej
predsednik uprave ali pa glavni izvršni direktor ene večjih evropskih platform za investiranje v pač, dajmo reči, kripto in tudi druge inštrumente. Tako da zanimivo. Pač, ja. Lahko sam še enkrat skočiva malo do tega zlata. Rekord je bil ravno dosežen 2. aprila pri $3,134 za trojansko unčo, zdaj je upadel za 3% in se giblje pri $3,040 za trojansko unčo, medtem ko srebro, vrh je bil dosežen. Dobro, zdaj ne bom čisto od tega zadnjega vrha, ki je bil 22. oktobra, ampak bom pogledala malo bližji datum, in sicer z tega vrha, ko je bila cena skoraj $35, je upadel, to je bilo 27. marca, je upadel za 14% na $30. Ja, Ampak dobro, srebro ima drugačno pot. Srebro se uporablja tudi kot v industriji. Ja, zaradi tega bi pa jaz rekel, da same carine imajo večji vpliv na srebro kot pa na zlato. Zdaj se ne spomnim, mislim, zlato je definitivno izključeno iz vseh teh tarif za srebro, niti ne vem, če sem čisto iskren. Niti ga ne spremljam toliko, ampak ne glede na to tarife ali ne, srebro pač se uporablja v nekih določenih industrijskih panogah in pač, če se bo gospodarstvo zaradi pač teh carin mednarodna trgovina ustavljala, pač ima to del na en del povpraševanja po srebru, ki oblikuje celotno povpraševanje. In zaradi tega je srebro bolj volatilen, že samo po sebi. Načeloma že sledi na nek dolgi rok tem zlatu in zmer se gleda razmerje, koliko manj je performalo slabo srebro glede na zlato, in ko zaostaja, se neko arbitražo dela med te dvema plemenitima kovinama, in to se je tudi malo dogajalo zadnje cajte, ampak se mi zdi, da pač tukaj zlato bo manj volatilno. Srebro ima pač lahko neke svoje probleme in se je videlo tudi, da bolj niha v resnici. Tudi to, kar si ti rekla, to srebro je vsem bolj zanihalo kot pa zlato. Tudi vidimo ta premik navzdol, recimo ta zadnji je bil pač toliko ustrezno tudi večji, tudi kar se tega tiče. Ja, mislim, da sem celo videla izjavo ena ekonomistka pa analitičarka, je rekla, da je zdaj, da strah bo prisoten na trgu in da so naložbe s fiksnim donosom tiste, ki v bistvu lahko nekako pomagajo pri balansiranju ali pa pri zmanjšanju teh bolečin na tem trgu. Težava je to, da so se trending trgi prekinili. Vsi prodajalci, marketingaši raznih naložb, to zdaj karkoli so trobili, nič ne velja. Iskreno povedano. Zaradi tega, ker v bistvu zdaj prišlo do korekcije, prišel je nov faktor, lahko se spremeni monetarna politika, nobody knows, če si iskreno povedano. Lahko da už sam še ena korekcija, pa gremo naprej, lahko se pa tudi zakuha v kaj več. Dejstvo je, da je bila že sama napoved gospodarske rasti bila zelo kilava strani Feda, še preden smo mi vstopili v februar, pa preden je Trump začel harati s svojimi stvarmi. Tako da jaz mislim, če bo kaj prisilil Fed, da reagira, in pač moramo predpostavljati, da ni točki bojo, čeprav so lahko pozni, bojo znaki pač šibkejše gospodarske aktivnosti v ZDA. Glej, tole ti sporoča Ziggy Pop, Grahek on the dark side of the moon. Ja, ne, jaz nisem tako optimist. Jaz sem vesel, da sploh kakšna korekcija sploh še obstaja na trgu. Jaz nisem tako optimist. Ne, pesimist, nisem tak pesimist, če sem rekel optimist, se upravičujem. Nisem zdaj nek pesimist, ampak korekcije so tukaj zato, da se oprosti ta drek in oholost in to, da gre vse sam raste in ves drek splav dol z trga. In ne vem, jaz vidim ogromno delnic, ki so, ne vem, lahko začnemo, pustimo, blue chipi, ki so 30-40% dol, ki so jih vsi hoteli
se veste, če je neki 40 dol, zato da zraste nazaj, mogel več kot 50% zrast, ne? Kje so zdaj tisti junaki, ki so hoteli kupovati en video na vrhu, pa jo zdaj nočijo? Dajte mi, Jaz se tudi to sprašujem, kje so zdaj ti, ki so pisali, žal mi je, da nisem kupil več te in te delnice. Zakaj pa zdaj ne pišejo, zdaj ko so se, ne vem, za 30-40% pocenile, zakaj pa zdaj ne pišejo, zdaj je čas za shopping? Pa še en primer bom dal. A ni to zanimivo? Na tistih nivojih je folk pripravljen kupiti tiste delnice tudi na vzvod, od, ne vem, 5 do x 100-kratnik, ne? Kje so pa te junaki, ki zdaj potem popravko kupujejo na vzvod, ne? Tako, tukaj se psihologija igra izjemno močno vlogo in težava je tukaj, če se res zatakneš noter v neke špekulacije, boš mu problem. Lažje prodajaš naročnine ali pa karkoli produkte, ko je vse lepo in raste in smo na rekordih vsak dan, ne kot pa zdaj, ko pada in ljudje nočejo poslušati tega. Glih to je point. Absolutno, vem. Ampak jaz sam pač povem, zdaj se bojo brale naslovnice, ne vem, borzni masakri varianta, kot pa, ne vem, kupil bom delnico Nvidie, zdaj, ko se je pocenila za 40%. Jaz vam vsem privoščam, da bomo videli še mogoče ne 5% nihanj, se klele malo fermentirajo stvari in se stvari obrnejo in gremo pol naprej in da je bilo to. Je pa res, da se bo pa potrebno tudi prilagoditi, tudi če se to kaj več razvija, ampak spet to nav nič posebnega. To pomeni, da bodo delnice sam cenejše, tudi kakšne druge stvari bodo cenejše v končni fazi. Sej, ne vem, imeli smo balone na različnih, zelo bogata vrednotenja na različnih oblikah premoženja, in nepremičnine in delnice. Zdaj, ne vem, zakaj bi bom rekel, se na nek način, ko bom rekel, žaloval, ker grejo te cene dol. Seveda smo imeli neko, ko bom rekel, pripisano tržno vrednost, ki je bila višja, including myself, da ne bo pomote, ampak pač tako delujejo te cikli. Na en stran smo malo žalosten, na drugi stran moš pa nadaljevati in ta tekoči razpoložljiv denarni tok v bistvu pametno razporejati, gledati res, če so kvalitetne stvari padle, večji blue chip indeksi navzdol, to je tako ne naenkrat, ampak dost no-brainer mal, ko bom rekel, postopoma nadaljevati z nakupi. A greva, ker zdaj že imava koliko, 45, koliko minut se že pogovarjava, da ne bomo predolgi. Veliko je še nekih komentarjev, tlele vidim, da so se razpisali vezano na avtomobile. Ne bi zdaj šla v debato o tem, kaj se bo dogajalo, ne vem, kjer avto je boljš voziti, to se res ne bi šla s tem ukvarjati. Je pa nekaj zanimivih komentarjev, recimo, da bom tega le spustila. Samo sekundo, evo, jaz ne vem, kaj vi kupujete, da imate take izgube, same napihnjene delnice s PE nad 30, jaz še nikoli nisem kupil nobene delnice s PE nad 12 in dividendni donos mora biti leta in leta nad 7%, pravi Robert. Super, lej, če zanj ga deluje, mu želim še veliko sreče, kaj naj drugega rečem. Potem se tukaj razpletla neka cela debata, vezano recimo, zdaj se to je spet Robert, zdaj se kupuje Mercedes, BMW, Volkswagen, Porsche, Stellantis in podobne delnice, ki imajo PE pod 10 in dividendni donos nad 8. Iskreno povedano, vse to sem že videl skozi finančno krizo in take komentarje. Potem so pa te delnice, ki so imele PE 10, imele nič, pa ga ni bilo. Potem pa tudi dividende niso bile več 8, ker so zarezale dividende. Tako da dajmo biti malo skromni, iskreno povedano. To je zdaj tako. Če si kupoval take delnice zadnjih 10 let, si naredil bistveno nižji donos. To je dejstvo. Zato, ker niso bili to sektorji, ki so privabljali nek hud kapital. Naredil si 2-krat višji donos, kot si ga naredil s temi delnicami. To, da se je zdaj to malo 20-30% pokolegirali, je brez veze čista. Zdaj, drugo vprašanje je, a zdaj narediti rotacijo v te delnice, kar Robert recimo govori. Torej, zdaj si zaslužil, ta Nasdaq je itak toliko zrastel, da se teh 20% sploh ne pozna, če z zadnjih 10 let to držal. Who gives an ass, iskreno povedano, za one dividendne delnice. Od zdaj naprej je pa vprašanje, ali bojo te dobički stabilni, ali jo zdržali, kako jo te dobički so oblikovali naprej. Zdaj, nemška industrija ni blazno rožnati izgledi, zdaj bomo pa videli. Dejstvo je pa, da se ogromno priložnosti ponuja.
ponujajo se priložnosti, tudi če ta P je danes 10, pa jutri 15, ko je dobički nižji, če jo držali dividende, v redu. Samo moramo eno stvar vedeti. Družbe, ki izplačujejo visoke dividende, imajo visoke dividendne donosnosti, če nižje PE, se zelo hitro lahko spremenijo v value trap, ker večino dobička izplačujejo in zaradi tega ne morejo na dolgi rok za več kot neko stopnjo povečevati teh dividend. Bom samo razložil. Če izplačajo 80% dobička in imajo donos na kapital 10%, ta dividenda ne more več kot 2% rasti na dolgi rok in trg bo to prokužil. Če se bo izkazalo, da te družbe ne morejo konkurirati nekomu drugemu, recimo Tesli, ki je zdaj dolar padel še za 10% in bo kar naenkrat blazno bolj konkurenčna, pol bojo spet problemi. Tako da vse te stvari smo videli že. Ampak to so stvari, ki jih predvsem moraš spremljati, ne smeš samo na dividende se zanašati in pač razumeti, da zrelejša podjetja izplačujejo večji delec svojega dobička, več ga izplačajo, manj bojo lahko rasla, ker manj kapitala reinvestirajo. Medtem ko podjetja, kjer jim dobiček hitreje raste, ga praviloma manj izplačujejo in se vrednost zato izraža v vrednosti same delnice, ne pa v seštevku delnice in dividend, ki jih akumuliraš. To je razlika, pa nič drugega. Pa ne bom rekel, da ne moreš zaslužiti z eno in drugo, tako da ta strategija, ki jo Robert izpostavlja, je čisto ok. Edina ena stvar, ki bi jo tukaj dodal, na vsako visoko dividendo se plača tudi davek od teglaj na dividendo. To pomeni, da če že to počneš, najdete mogoče ETF, ki akumulira te dividende in ima value pristop, ima, ne vem, PE pod 10 in delnice imajo pač noter te družbe dividende nad 8 in raje pojete čez ETF, to čez, ker to pomeni, da boste 25% od teh dividend prešparali, seveda razen, če imate na offshore svojo firmo, da nič davkov ne plačujete. Tako da, evo. A lahko mogoče vezano na te avtomobiliste, ker pač o tem smo tudi malo to panogo smo malo tudi raziskovali in recimo ekonomisti, analitiki so videli tukaj večjo priložnost kot v evropskih teh avtomobilistih, pri avtomobilistih, delnicah avtomobilistov, so videli večjo priložnost v teh kitajskih, kot je bil ID pa Hyundai. Ker je v bistvu tudi večina teh analitikov je v bistvu nekako videla smisel v nakup tovrstnih delnic, medtem ko recimo slabše ali pa manj nekako naklonjeni k nakupom so bili pa recimo za Renault in za marsikatero evropsko podjetje. Ja, lej. Avtomobilska panoga je zrela panoga in to je Rdeči ocean. Rdeči ocean pomeni veliko morskih psov plava, ponudbe je veliko, marže niso visoke in v bistvu tisti, ki ima neke proizvodne prednosti, lahko požre drugega. In iskreno povedano, Evropa je proti Kitajski na mnogih proizvodnih, kako bi rekel, sektorjih zgubila primat. To je dejstvo. Zdaj, a bomo tudi na avtomobilih to zgubili? Jaz ne spremljam tega sektorja dovolj dobro, se ne bom pametnega delal, ampak to je definitivno neka grožnja, kakorkoli gledaš. Ampak ko vidim druge panoge, ki jih mogoče malo bolj spremljam, tam je jasno, da imajo Kitajci blazno konkurenčno prednost, v stroškovnem smislu predvsem. Tako da to bomo pa videli. Sorry, ker sem ti zdaj takole vskočila, ampak poslušala sem eno odlično predavanje enega multimilijonarja iz Amerike, ker je povedal, da on tega scenarija ne vidi, da bi zdaj neka podjetja, ki tudi zaradi cenejše delovne sile gradijo tovarne na Kitajskem, zdaj masovno selila svojo proizvodnjo v Ameriko in je dal primer, mislim, da je $2 nekaj takega, je povprečno plača na uro delavca na Kitajskem, medtem ko je v Kaliforniji $16 na uro. Je že iz tega vidika, plus to, da ti preden zgradiš tovarno kaj je ta ideja, da bodo se tovarne gradile v Ameriki, to traja nekaj let,
plus to, da se porabijo v bistvu te denar, sredstva, ki imajo mogoče podjetje danes na voljo, bodo investirala v gradnjo tovarne in mogoče bo delničarjem manj ostalo potem na koncu. Moramo tudi malo razumeti, kako kitajska proizvodnja deluje. Ker že zato je to malo tako. No. Prvič imajo ogromen notranji trg. Ta notranji trg bo rastel in to bo rastel dekade. Dekade se bo kupna moč Kitajcev povečevala in kupovali bojo različne dobrine. Zato je proizvodnja tam in vedno več te proizvodnje bo služilo lokalnemu trgu. Te proizvajalci so imeli ogromno prednost na ogromnem domačem trgu, zato da jo lahko konkurenčni. Zdaj težava imajo to, ker jim partija reče, morate vnaprej graditi tovarne in to pomeni, da imajo malo preveč kapacitet oziroma se jim pogosto pojavi, da imajo kapacitete pred povpraševanjem. To pomeni, da iščejo druge trge, kjer izdelke, ki jih delajo, zmeraj bolj tudi za domači trg, v bistvu pošiljajo praktično pod stroškom lastne cene na tuje trge. In zdaj bom tako rekel, če je res taka razlika med ZDA in Kitajsko, je tudi te tarife požrali, pa jo še zmeraj dampali na ameriški trg, če bojo hoteli, zlasti pa tudi na evropskega. In mi to blazno podcenjujemo. Kitajska bo največje gospodarstvo na svetu. To je trditev. To ni fikcija, to ni izmišljotina, zaradi enostavno števila duš. Indija je še predaleč, Kitajska se pa vzpenja, imajo tehnologije in to je treba razumeti. To je ogromen notranji trg in Američane je strah tega, kar se tam dogaja. A greva mi, da mogoče malo naprej, tle še zelo veliko vprašanj, malo bom selekcionirala Robert, ta tvoj predlog, bom kar malo preskočila. A ti poznaš finski Fortum? Mislim, ja, poznam. Okay. Ima dividendni donos 10%, folk pa kupuje razne Tesle, ki so... Še enkrat znova. Ja. Celotni donos je seštevek dividend in capital gaina. Pogovarjali se bomo o tveganjih in na dolgi rok, kakšna je pravilna kombinacija dividend in tega. Ampak praviloma, bom dal primer, skozi celotno krizo v bear marketu od 2000 naprej so bili v Evropi telekomi the thing. Vsi so one dividende žulali, to je toliko pocen, teh scen smo že videli, kar jih hoče v Evropi, po domač povedano. Ampak težava je, če se bo res nekaj ekonomskega zakuhal, to je povzročilo takrat, da so dividende bile, ampak tečaji so padali, pa tudi te dividende na koncu, ki so jih nekako držali, ti niso pomagale, ker si popušil na 5-6% na delnici na 10 let na leto, tiste dividende zdobo pa zbil na 2-3%. Mi nismo vajeni tudi pri takih delnicah, konzervativnih, zrelih, da smo v bear marketu. Mi smo bili v bull marketu, ne glede na to, da se te cene tečaji niso premikali. Sam mi mislimo, da pač nismo bili, ker je pač denar šel v growth delnice. Se pa strinjam, nimam nič proti value delnicam, samo dajmo to v nek kontekst, ker moramo razumeti razliko med te dvem naložbam, ki je zelo velika. Riziko je definitivno večji pri growth delnicah, da bojo ta denar reinvestirale v nekaj, kar ne bo prinesel donosnosti. To je trik. Ampak po drugi strani, če te pa pogledali en Microsoft, vse je simple naredite. Sam zračunajte, koliko bi bila dividenda, če pol dobička izplačajo ven. Tako da, ali pa en Google recimo. Tako da, ne vem, Google malo bolj podrobno spremljam zadnje čase. Google je na forward 17-kratnik earningsov. Tako da, to je kamod dividenda 5-6-7%, če se odloči, da jo bo začel izplačevati. Ampak zakaj bi? A greva naprej odgovarjati na vprašanja? Ja, deva te. Imam 15 let do penzije, kam naj vlagam, kam naj začnem vlagati vzajemne sklade, zlato? Ne vem. Se pravi, 15 let do penzije, kam z denarjem, če se bomo čez 15 let upokojili. To je pač zanimivo vprašanje, kje bomo čez 15 let. To je v bistvu ustrezno dolg horizont, da brez nekih večjih skrbi z nekim varčevalnim načrtom večjo osnovo tvorijo delnice, ker tudi, ko se boste upokojili na prvi dan vse zapravili, domnevam, boste pač to nekako skozi nek čas
obdobje. Zlato, kar se tega tiče, jaz gledam zlato kot neko pač dodatno diverzifikacijo, malo bolj deluje v poznem ciklu, mogoče lahko do enih 10%, kaj več si pa jaz ne bi upal s tem zlatom, ker vseeno morate vedeti, na dolgi rok zlato ne prinaša nobenih denarnih tokov, torej Robert je prej izpostavljal dividende, klemate se še strošek skladiščenja, torej sam po sebi povzroča stroške zlato in to se vračunava tudi. Tako da trenutno je tudi malo hot za to. Pa predvsem zelo se paste pri zlatu, ker so zelo veliki stroški lahko nakupa, držanja, prodaje. Tako da že z tega stališča ne bi puščal, mislim, bi si omejil to naložbo, pa najdel pač nek način, da s čim manj stroški kupam to zlato in ga držim, če že. Ne. Ja. Ok, se pravi, diversificiran portfelj, to je najboljša rešitev. Mislim, da sem nekje videla, samo sekundo, a je to mogoče globalni sklad SPPV en čil pred mano je 30 let do penzije. Predstavljam si, da je to nek globalno razpršen sklad. Tako nekako, ja. Sej to, ta razpršitev globalna je po mojem nujna. Jaz osebno lahko jo dosežeš tako, da pač nek globalni sklad kupaš, pa pol malo korigiraš. Jaz včasih stavim na to, da je vse alokacije proti nekim azijskim ekonomijam večje skozi čas. To so pač strukturne spremembe, ker v indeksih imajo lahko zelo nizke uteži, ker recimo, ne vem, bom dal primer. Kitajska vlada država drži kar velike deleže v njihovih družbah in to pomeni, da so ti faktorji prostega obtoka relativno majhni, ko se izračuna alokacija do Kitajske. Po drugi strani pa to ne odraža nekih ekonomske realnosti, če sem čisto iskren. Tako da jaz vseeno bi upal staviti, da bo Kitajska vseeno malo sprostila tudi svoj kapitalski trg skozi pač prihodnost, in tudi te azijske države, torej da bo prišlo do nekega umikanja države, saj do ene mere ali pa do povečanja izdaje teh delnic. Tako da z tega stališča recimo, ne vem, sam dopolnjujem ta globalen ETF in malo popravim te azijske uteži. Ja, se strinjam s tabo, zaradi tega ravno to sem šla zdaj pogledati, konkretno ta ETF, ki je bil izpostavljen, ima 72% Severne Amerike, 19 Evrope, Azije samo 6%. Mislim, da smo se pogovarjali, da bi bilo zanimivo, če želimo seveda dodati, zato da dosežemo večjo razpršenost, smo se pogovarjali Emerging Markets Azija ETF, ki ga najdete na Just ETF-u, samo pač poklikajte. Tam ima ta največji uteži Kitajska, pa Indija, pa v bistvu trg nekako odloča. Koliko bi pa recimo Evrope dodal? Zdaj tukaj vidimo, da imamo 20% Evrope v tem ETF-u. Bi mogoče še dodajal kakšno, ne vem, mogoče DAX ali pa kakšno širšo košarico evropskih delnic? Iskreno povedano bi rekel, da ne v tem trenutku. Zato, ker si zelo, zelo težko, bom rekel, nimam nekega convictiona, nekega prepričanja, da bi si upal na dolgoročno konkurenčnost Evrope imeti neko aktivno stavo, ki je onkraj nekih tržnih uteži. Pa bom razložil, ker se pravi, meni ta blebetanje od Trumpa, Make America Great Again, pač Amerika je največji, Amerika je zelo posebno gospodarstvo in unikaten kapitalski trg, kakršnega ni nikjer po svetu. Tako da jaz ne upam, kot je rekel Warren Buffett, staviti proti ameriškemu gospodarstvu na dolgi rok. Zdaj, a se bo lokacija Evrope kaj povečala, ker bo Amerika recimo na nek način šla dol, to je vprašanje za mogoče leto, 2, 3 naprej. Razmerje evro-dolar, to se lahko dogaja znotraj tega srednjeročnega okna. Ampak če gledamo pa zdaj mi 20 let naprej, mislim, a res mislite, da smo v tako jasni prednosti v Evropi s celotno birokracijo, ki jih imamo, s tem, da ne znamo, ne vem, zgraditi firme, ki je vredna več kot 1000 milijard, že 30 let in se trudimo in nam ne rata. In zdaj bo nas strela zadela in bomo mi to znali bolj delati kot Američani. Mislim, to so zelo, zelo močne predpostavke. Tako da jaz bi prepustil trgu, da odloča, katera evropska podjetja so zmagovalci,
zmagovalke družbe, glede na ameriška. Ne bi si upal tukaj preveč, čeprav so seveda nižje vrednotne, čeprav izplačujejo višje dividende, ampak še enkrat znova, to je defenziven del kapitalskega trga. Če ga želim najti v ZDA, ga bom tudi najdel. Iskreno povedano. Tudi tam imam real estate investment truste ali pa firme, ki so nizko vrednotene, recimo energija in tudi grafino zbita, kemija. Zadnjič sem gledal nekaj chemicals delnic, to je šlo tako v 3 mesecih 60% dol, osnovni commodity. Tako da najdejo se taki sektori, samo pač v Ameriki niso tako seksi. A se tebi zdaj recimo ta kemija, ki zdaj omenja 60% dol, ne? A to je neka panoga, ker ti vidiš neko prihodnost, pa da bi upal staviti na to panogo? Ne, to je panoga, kjer še enkrat znova je primer zrele panoge, recimo, ki je ciklična, pač so avtomobili tudi ciklični, recimo, imajo te družbe močan tržni delež, tudi 20-30%, skupaj imajo 3 firme, recimo pol panoge, neke niše v kemiji, ampak trenutno ne grejo stvari v njihovo smer, s tarifam, z nekimi stroški dela, pač so neki razlogi, pa še gospodarstvo se ohlaja. In zdaj ciklične delnice glih ne kupuješ takrat, če je pa res, da trg to uračunava danes not. Zato pač izpostavljam, da so neki segmenti v tradicionalni, ko bi rekel, bolj zrelih panogah, ki so bili manj seksi, so izjemno pač bili tepeni, da se tako izrazim. A lahko še enkrat ponoviš, v kakšnem obdobju si gledal, da so upadli za 60%? 3 mesece. 3 mesece? 50-60%. Ker ravno želim preveriti, kaj se dogajalo s Cinkarno Celje, ki je tudi del te panoge, pa bom na hitro... Cinkarna Celje je v niši, bom tako rekel, to je konkretno titanov dioksid, ne bom rekel, da je to... Ker se mi zdi, da je pa pridobila v tem obdobju 10% cirka, če prav vidim. Ja, so pa druge firme, ki niso bile tako srečne, ne vem, kako ne to rečem drugače, pač predvsem so, recimo, če govorimo te multinacionalke, so tudi na mogoče drugih končnih trgih, so v ZDA, so v Aziji in pač to odraža, te tarife bolj disruptirajo njihovo poslovanje, recimo. Če bi, ne vem, če bi Cinkarna zgolj sam v ZDA to izvažala, bi to bistveno vplivalo na njihovo poslovanje, recimo. Zdaj tlele še Kaja sprašuje, kaj menite glede delnic farmacije oziroma Krka se kar dobro drži glede na ostale delnice. To je res, to sem tudi jaz opazovala zadnje par dni. Glede na ostale delnice je v bistvu relativno malo izgubila, mislim, da v petek samo 1%, v četrtek mislim, da niti 0,5% ni izgubila ali pa je bila celo tam v izhodišču. Tako da, kako gledaš ti na farmacijo, ker načeloma je to ena taka panoga, kateri se zatečeš v kriznih situacijah, kot je trenutno. Izkazalo se je, da farmacija, zdaj seveda, če zdržal take delnice, ki niso blazno bile napihnjene po covidu in so pol seveda padle, ampak tiste, ki so delale mogoče bolj osnovne, ko bi rekel, farmacevtske izdelke, pač zdravila, za neke splošne probleme človeštva in kar kaj pač generik in točno to počne, so bile dokaj imune pred različnimi, ko bi rekel, dogajanji. Tudi v vojni so zdravila vsem krožila čez mejo, tudi zdaj v bistvu, ko te tarife gledajo, so neke izjeme za carine, iz carin za zdravila ravno, ker se vsi zavedajo, da mogoče mora ta dobava biti nemotena. Tako da sama Krka ni videla saj tudi tako nekih hudih učinkov, rekel, direktnih, mislim, negativnih v tem smislu, da bi to trpeli in se izkazali na delnici tudi recimo ukrajinsko-ruske vojne in tudi, dobro, Krka ne izvaža zdaj nekaj v ZDA, mogoče neke mečkene količine, tako da tudi z tega stališča je pač okej. Je pa res, da pač, kar se njih tiče, je pač to še enkrat zrelo podjetje, izplačujejo pač kar lep del dobička, ampak vseeno, pač so jim je za čestitati glede na to, kako nekako peljejo to njihovo poslovanje.
Je pa res, da imajo pač izpostavljenost do Rusije in pač, če bi tukaj kadarkoli do česar prišlo, je pač to nek tveganje. Ampak do zdaj se pravim, ni materializiralo to tveganje v tem smislu. No. Ja, drugače so tudi ta cela panoga v bistvu za 7% upadla v zadnjem času. Sej vse upadlo na nek način, ampak se pravi, drugi so spet bolj internacionalizirani. Zdaj, to je bolj, jaz bi rekel, da je na Krka bo bolj prek posrednih učinkov, če že čutila mogoče malo ohlajanje, ne vem, preko kakšnih končnih trgov, v tistem delu, kjer posluje z, ne vem, javnim zdravstvom, tam, če bo prišlo do neke recesije, take stvari, drugače ima pa zelo tak razpršen portfelj in nagovarja pač, ne vem, te težave človeštva, ne vem, živci, hipertenzija, kardio. A lahko se še dan komentar od Perota. Meni se zdi zelo precenjena, nasploh je slovenska borza v nekem mehurčku, ne vidim podlagi za tako visoko Krkino rast v zadnjem času, nobenega fundamentalnega vzroka za to ni, pravi Pero. Ali Pero ali Kaja? To je Pero komentiral na Kaja. Ja, na Kaja. Ja, Kaj je odgovoril. Tle se kar pogovarjajo, ker zelo nisem dobro videl, debata kdo komu kaj, kdo je ja. Mislim, seveda se je to dogajalo, ne, pač tečaj je rastel hitreje kot, rekel, je rastel tukaj fundament, zato tudi dividendna donosnost ni več taka, kot je bila, Pač dividendna donosnost je včasih bila gladko 6%, 5%, zdaj pa pač tečaj zrastel in to ni več na taki ravni. Zdaj, jaz mislim, da zdaj, ta zgodba o precenjenosti, to je tako zelo relativno, zato ker ne vem, eno dobro leto lahko to popolnoma spremeni v plus ali pa minus, kako mi gledamo to precenjenost. Recimo en mir v Rusiji pa v Ukrajini lahko marsikaj Krki prinese, recimo pa te precenjenosti bi si pa reči, da absolutno, če pogledamo slovenske delnice 2-3 leta nazaj, niso ptički čivkali, dajte to kupiti, tukaj je pomlad ali ne vem kaj, in takrat v bistvu so bile te delnice bistveno bolj nizko vrednotene in lahko bi rekel, da so odražale, da so malo pozabljene kle v nekem žepu Evrope z nizko likvidnostjo in ljudje so dojeli, da obstajajo dividende. Pol se je pa počasi začel seliti malo tudi denar na Ljubljansko borzo in če pogledate dnevne promete z tečaji, res ni toliko veliko potrebno, da se tečaji začnejo premikati, konkretno navzgor. Tako da jaz bi rekel, da če gledam slovenske delnice, zdaj tako, seveda ne moramo reči, da so zdaj blazno atraktivne, recimo podcenjene. Zdaj, a bi lahko trdili, da so zelo precenjene, ne vem, mogoče v kakšnih primerih, ampak težava, ki jo vidim, je pa to, da lahko zelo hitro postanejo zelo precenjene. Ker če spustiva sam dnevno 5 milijonov več na trg, bojo hitro zelo precenjene. Je pa res, da zdaj imamo pač ta drawdown na zahodu, tako da mogoče bo to malo ustavilo te ptičke, ki pojejo, bomo videli. Ja, se to je tudi neki Pero potem še dodatno komentiral, da bi jo prodal delnico, zna biti precej pasti, v petek je bilo 6 milijonov prometa, kar je veliko več kot sicer. Drugače pa je SBI Top je od vrha, ki je bil dosežen 27. februarja, upadel za 7 do skoraj 8%. Lahko pa tudi povemo, da je trenutno slovenski SBI Top 5. najbolj donosni indeks na svetu, če gledamo letošnje leto, in sicer s 14% je na 5. mestu. Zanimivo, na 4. mestu je pa Hang Seng China, je pa s 15%. Ja, sej, to je skoraj tako malo, kot se v letu 2006 vrnil nazaj, se mi zdi, tam nekje kakšen let, 2 pred rekel, veliko finančno krizo, ki smo imeli svoje epske momente in se hvalili, ko smo najbolj donosni, ne vem, kva že na svetu. Tako da, ampak dobro, je treba pa vsem povedati, če smo že jasno in glasno,
Krko smo takrat kot nacionalnega šampiona brez težav porinili na 30-kratnik dobička na delnico. Tako da drugi časi in pustimo to, bomo videli. Jaz domnevam, da se to ne bo zgodilo zdaj. Čeprav bom pa tako rekel, ne, po drugi strani imamo pa zdaj šele, ne vem, nove poti se odpirajo, Interactive Broker se je prišel, ljudje lahko lažje kupujejo, Trade Republic obstaja poleg lokalnih brokerjev, imamo en ETF, ki se veselo poln. Jaz mislim, da imamo kar lepe predpostavke, da malo, ko bi rekel, še vročino prvijemo na štedilniku. Ja, vse drugače, tele še eno vprašanje. Domen sprašuje, se da predstaviti slovenske delnice iz računa, ki ga imam odprtega pri svoji banki na Interactive Brokers? Da, to se da, ampak seveda boste za to tudi plačali. Zato predlagam vsem, ki želite to narediti, da vam pač pripravijo informativni izračun, kaj bi pravzaprav to pomenilo, to, da prestavite iz enega računa na drug račun, ne. Tako da se. Kar se tiče pa tega ETF-a, ki si ga omenjal, naredila bom v tem tednu, ki prihaja, eno epizodo prav o tem SBI top ETF-u od Intercapital in pa seveda bomo omenili tudi tega bolgarskega Expat, kakšni ETF-i so to, na kaj moramo paziti, ko kupujemo tako nišne ETF-e, kako je z dividendami in tako dalje. Na vsa vprašanja bomo odgovorili, tako da tudi to pripravljamo. Ok, Andraž, midva sva zdaj že 1:15, a sva povedala, kar sva želela povedati? Če imate še kakšno vprašanje, hitro pošljite, ker bova kmalu zaključila. Mogoče, kaj zdaj, kako zdaj, jutri pač nekako bomo videli, kaj se bo zgodilo. Ti si sicer že povedal, da lahko tečajnice še dodatno upadejo. Zdaj možnost nastanka recesije, nekateri JP Morgan recimo je rekel, pripisuje, da bo letos Amerika v recesiji. Kaj to pravzaprav pol pomeni, konec koncev tudi za naše portfelje, če res zaidemo v recesijo, ki jo pravzaprav že kar dolgo časa nismo videli? Odvisno od tega, kakšne oblike bo ta recesija, a ne? Pa kako, kjer sektor bo v središču tega, a ne? Ker recimo, če pogledamo dobičke, kako so nastajali, recimo, ne vem, v zadnjih letih, je bilo to posledica predvsem rasti res IT gigantov, a ne, recimo, a ne. Nekateri tradicionalni sektorji niso imeli tako hudih rasti in nekega dobička, a ne, recimo, a ne. Tako da, če ta voz ne bo vlekel več naprej, pa bomo imeli še neke carine, bo to hitro zelo kilavo gospodarsko okolje ratalo, a ne. Tako da to ljudje skrbi, a ne. Zdaj, recesija niti ni toliko problem, če tam okrog nule smo videli, saj tule smo v Evropi itak že kockamo se okrog tega zero line zadnjih par let, pa vemo, kako tak trg izgleda, a ne, odvisno je pol malo od monetarne politike, koliko to podpira. Težava je nekaj nekontroliranega, nek šok za sistem, ki pomeni, da se morajo, da ljudje ugotovijo, da niso v ravnotežju, a ne. In zdaj te carine so nam dale malo za misliti okrog tega, ali se cel sistem ali pa koncept globalne trgovine, ki so ga razvijale ZDA v zadnjih desetletjih, poslavlja oziroma spreminja in na kakšen način, a ne. In te stvari pa niso predvidljive, ker lahko, a ne, bom samo dal eno prispodobo, a ne. Če evropski avtomobili, ki smo o njih govorili, ne morejo prevaliti teh 20% na končne stranke, kako bojo pri maržah 5-10% čistih maržah v Ameriki dobiček delali? Ne vem, naj mi nekdo to razloži. Tako da recimo tukaj bo prišlo domnevam, da do nekega dogovora prišlo, no, do tega, kaj pa kako, če pa ne bo, pa pač pomeni, da se v en trg zelo pač omejil, ali pa bo treba poskusiti tam imeti proizvodnjo, kar pa pomeni spet dodatna vlaganja, pa spet ni to, okej, pa dividend ne bo.
ker pač bo treba reinvestirati dobičke. Tako da te stvari mislim, to se je vse že odrazilo v delnicah. Ne mislim, da tega ni v trgu noter. Ne. Težava je samo to, kaj predpostavljaš in to ne veš. Lahko da se bo pa vse iztekalo, ok, in bojo tudi te delnice bile se izkazale za super nakup, ker so zdaj potlačene. Ni nemogoče. Ne. Zakaj vam to razlagam? Enostavno, če greste v eno tako zgodbo noter in zelo v neko nišo, boste pač zelo živeli s svojim donosom, v tem bo nekaj šlo čez. Riziko je bistveno večji in lahko se znajdete čist na dnu, medtem ko bo trg že zdavnaj na neke druge delnice v bistvu ustavil. Zato je pač jaz vedno rečem, kor mora biti te neki glavni indeksi glavnih trgov, pa mogoče malo še kakšno utež povečano za demografsko komponento, jaz temu rečem, torej gospodarstva, ki imajo pozitivno rast populacije, ali pa v bistvu je jasno, da bo trg ali pa kupna moč na prebivalca rasla. To so te dolgoročne stave, se mi zdi. Tako da razpršitev, ja, lahko se pol dodaja stvari, tudi aktivne stave, nič ni problem z njimi, sam mislim, da ko aktivna stava postane pol portfelja, pol pa ali pa 20% ali pa 30%, pa parata lahko hit problem iz lastnih izkušenj, ker ne smemo biti tako holi, da mislimo, da poznamo prihodnost, pa da vse vemo, pa da bo tudi vse isto, kot je bilo. Ker moje izkušnje so, ko se enkrat dosto trg poglobiš, nekih dolgoročnih hudih arbitraž ni. In zdaj, če niste vsak dan tam, da jih rolate, bodite raje razpršeni, pa kupite pač vsake toliko časa neke kvalitetne papirje. In če ste nek, ko bi rekel, povprečen tržno deleženec, ki upa na dolgi rok ohraniti neko vrednost oziroma povečati vrednost svojega premoženja, tudi realno. Onkraj seveda nekih višjih donosov. Vse aktivne strategije, ki jih bi kdo imel, morajo pa pač pokazati, da narediš več kot trg. Če je bil trg 15%, kako boš ti 20% naredil? Recimo. Je pa res, da je to ob danem tveganju. Lahko da nekdo tudi misli, da bi sprejel manjše tveganje, kot je tveganje nekega povprečnega indeksa. V teh primerih pa ja, lahko pa mogoče tudi v teh okoljih na srečo tudi čakanje v denarju zdaj neke obresti, sicer ne visoke plačuje, so pa tam obveznice, tudi obveznice prinašajo nekaj, danes jih tudi ni več težko kupiti prek različnih aplikacij, ni to več tak bav, imamo frakcijski nakup obveznic, recimo, tudi mogoče je boljš direktiti obveznico danes, v nek obvezniški ETF, ki nek portfelj okrog vrtijo, ki še sam ne veš čistočen, kje boš vam prišel, ker skozi uravnavajo neko ta zadnjo košarico obveznic, neke ročnosti in tudi tisti tam je težko ciljati donosnost, da se tako izrazim. A lahko mogoče rečeva še kakšno besedo ali dve o nakupni in prodajni ceni? Tukaj pravi gledalec, pri BKS lahko kupiš delnico po tržni ceni z večjo provizijo, pri Trade Republic pa ti tržno ceno povišajo in provizija je 1 evro. Kaj se potem bolj izplača? V končni fazi je Trade Republic dražji. To je ta nakupna in prodajna cena, moraš biti zelo pozoren, kdaj kupuješ. To je tudi od višine posla odvisno. Če boš ti 1 evro pri Trade Republicu, pa še zračunaš tiste 2 evra mogoče zraven zapravil na BDS-ku, recimo, ki ti ga bojo dali, je lahko to dražji, ampak je flat. Flat je v določenih, ti prvič ne kupuj izven trgovalnih ur Ljubljanske borze, to je že prvo pravilo, drugič, se lahko neko ceno začrtaš in daš limit tudi na Trade Republicu, pa boš pač kupil, ko bo cena taka, ki jo hočeš imeti. Dejstvo pa je, da te stane BKS vodenje računa celo leto, vsako dividendo, kad prilepijo, ti zaračunajo izplačilo, pa tudi provizije so višje. Tako da, če pa koga v bistvu to skrbi, ima pa zdaj tudi Interactive Brokers in pač gre lahko tudi tja, pa bo mogoče bolj ugodno strukturo FIO videl.
Torej, Nimaš pa podatkov v real time, zato je pa treba nekaj ekstra plačati. To je strošek, ki ga je v bistvu zaračunala Ljubljanska borza Interactive Brokers je pa ta strošek ja, ampak prevalil. zdaj so dali zgodovinske, tako da imaš nek zamik, To tako pa imaš, ja. ni tak problem. No. Če ti rečeš, ne bom kupoval Krko, ne vem, nad neko ceno, itak to pogledaš, lepo daš noter limitirano naročilo, če cena pade, jih bom kupil, sicer ne. Prek takim slippagem se ponovadi zaščitiš ravno na tak način. Ne. Tako da po mojih izkušnjah pa te bidesk spread razlike, če jih znaš ob ta pravih oknih kupovati, niso tako velike, iskreno povedano. No. Mogoče ob tej priložnosti bi pa mogoče vseeno še spomnila vse, če niste gledali epizode z Steve Sosnik, on je z Interactive Brokers, glavni strateg, ne. Vidite ga lahko po vseh teh glavnih poslovnih kanalih, od Bloomberga do CNBC-ja. Meni se zdi, da je bil zelo zanimiv pogovor, no. Zelo sproščena debata o trenutnem aktualnem dogajanju. A greva... Ja, ne, se strinjam. No, sej, teh trikov bo zdaj zmer več in mogoče lahko enkrat naredimo samo pogled na stroške, kje smo po disrupciji strani tujih brokerjev s temi provizijami, da razčistimo, kakšen je celoten strošek, ne vem, nakupa mogoče skozi eno pa drugo platformo. Bilo zelo zanimivo narediti neko domačo nalogo. To smo v bistvu mi že pripravili za to našo delavnico investiranje za začetnike, pa na bootcampu tudi govorimo nekaj o teh stroških, ker teh vprašanj je zelo veliko. A greva naprej. Primož sprašuje, vložiti mislim dolgoročno 10 do 15 let, par 10.000 evrov, vse naenkrat. Dajte mi razlog, zakaj ne vložim recimo v ETF, S&P ali pa World in zakaj ne raje vse v kripto Bitcoin. Primož, je velika razlika med Bitcoinom in pa med neko razpršeno košarico. Bitcoin je visoko špekulativna zgodba, medtem ko je ena razpršena košarica, lahko še zmeraj, če delniško je seveda lahko tvegana, ampak bistveno manj kot pa sam kripto. Tako da 10.000 evrov kar naenkrat, mi imamo eno, pač ponovadi rečemo, da je fino razpršiti te vložke na malo daljše časovno obdobje in ne iti v en sklad, v eno naložbo z celotnim zneskom, ampak lepo postopoma skozi več mesecev, da pač se investira. Kaj pa ti praviš, Andraž, zakaj ne kar vse v Bitcoin zagemblal? Mogoče bo pa, ne vem, zdaj poskočil na 100 jurjev, zdaj smo trenutno, ne vem, kje smo. Svoboden svet je, tako da vsak lahko naredi, karkoli hoče narediti. Pač, tako kot si ti rekla, to sta popolnoma dve različni naložbi. Pač S&P 500 ali pa še več, svetovni delniški indeks, pač to je, ko bi rekel, konstanten rebalancing največje firme na svetu, največje firme po tržni kapitalizaciji, čist nekaj drugega, riziko je bistveno manjši, donosi so zaradi tega pričakovani tudi bistveno manjši kot po Bitcoinu. Na drug način bom tako rekel, Bitcoin ostaja Bitcoin. Bitcoin se ne spreminja. Indeks se spreminjajo se podjetja v njem, panoge. Bitcoin se od samega štarta ni spremenil, ker so vsi, bom direkt povedal, posrani karkoli odšraufati ali pa zašraufati nazaj, ker je preveč denarja. Govorim o forku, o tehnologiji, o ne vem, koliko zbašajo tam v en blok noter lahko informacij in take stvari. Tako da zelo odvisen je, bom jaz rekel, od okolja, ki nas bo v naslednjih 15 letih spremljal. In zdaj, če to okolje nauči se enako in bo sam big divjal, pol ta Bitcoin bo tudi imel svoje težave pri tem, da sije, in pač to je treba upoštevati. Zdaj, če bo pa vse lepo, pa bo 15 let sam gas, bi pa lahko predpostavljal, da bo Bitcoin moral outperformati delniške naložbe, ker sicer jaz ne vidim razloga, zakaj bi ga držal, iskreno povedano. Ker je zahteven donos višji in mora to upravičiti. Smo pa videli, da se tudi ta zmanjšuje. Pač realizirana donosnost drseča Bitcoina ni več to, kar je bila včasih 100% na letu povprečju, tudi teh zgodbic ni več. Se to vse zmanjšuje. Tako da bi se lahko zmanjšalo konkretno.
Ne. Evo, Robert je izpostavil, kripto lepo pada že zdaj po noči in jutri bo veselica, imam občutek. In sem šla gledat na CoinMarketCap, dejansko res Bitcoin je 80 000 dolarjev. Ampak, veš, dobro vprašanje, zakaj ne dati vse v Bitcoin? Ali pa konec koncev kakšne druge kriptovalute. Tukaj vidimo, da so res kar velika, še zmeraj velika nihanja. Lej, če v 24 urah ti upade neka naložba za 2-3%, 5%, 4%, moraš imeti tudi malo želodec za te stvari, a ne. Poznamo kar nekaj kriptomilijonarjev ali pa kriptašev, ki so tudi zboleli zaradi tega konstantnega stresa in tega dogajanja, nihanja na borzi, a ne, oziroma na kriptu. Poglej to, Bitcoin je letos upadel za 14%, Ethereum za skoraj 50%, Ripple trenutno 2%, v letošnjem letu, year to date je to, a ne. Tako da, kar zanimivo, Solana 41%, ne. Dogecoin 50%, to so kar velike številke, a ne. Tako da bomo videli, ja, Robert, hvala, da si spomnil, da se dogaja tudi kar precej Po drugi strani pa je S&P pestro. dol 13,8, a ne. Tudi Bitcoin, ja, tudi Ja, S&P. ne, tako da te gibanja niso več toliko, kako bi rekel, faktor ni več krat 3, no, ne vem, kako naj rečem drugače, ne. Okej, kje sva zdaj ostala? Buffett, samo sekundo. Takole, Buffett še vedno drži denar, kaj menite glede tega? V bistvu ne vemo, kaj dela. Ta zadnji podatki so bili, mislim, da februarja, ko je dejansko res še držal, ne vem, 300 milijard dolarjev je imel v kešu, v denarju. Kaj se je dogajalo marca, ne vemo, ker tega poročila še ni. Bomo pa videli, bomo pa kmalu videli, a je kaj kupoval, ampak marsikdo se sprašuje, a je Buffett vedel, kaj je Buffett vedel več od Wall Streeta, to so naslovnice, ki lahko preberemo. Ampak Buffett je bil dosti konsistenten s tem, kar je počel, se mi zdi, zato ker je že dolgo časa opozarjal, da on ne najde dovolj velikih firm, ki bi bile vrednotene na nekih nivojih, ki bi bilo njemu všeč, zato da v bistvu vstopi v igro, a ne, da jih kar večina Buffettovih stav je vseeno tudi, mislim, veliko so jih tudi prevzemi, a ne, veliki prevzemi recimo, ne samo pač nakupi nekih delnic, tako da jaz bi rekel, da je to pač, ne vem, on je bil dosti zvest temu, da smo vseeno v poznem ciklu in da pač tukaj ni zelo veliko priložnosti in da je pripravljen čakati in kdor čaka, dočaka, bi se temu rekli. Bolj je vprašanje, ali bo on že začel aktivirati te denarne rezerve na kakršenkoli način. Zdaj v vmesni fazi pa lahko čaka pač v državnih obveznicah, tam 4% vleče, pa se dobiva tudi kakšne druge inštrumente verjetno. Tako da jaz mislim, da se njemu ne bo prav blazno mudilno tukaj. A v nakupe? Ma ja, ker se mi zdi, da mogoče ta teza, tudi če je trg 20% dol, ne vem, a ne, torej te vrednotenja se niso zdaj čez noč vsem spremenila za pol, a ne, da je zdaj kar enkrat pol cenejši trg in je treba vse kupiti, kar kotira na trgu, a ne. Tako da on si bo vzel nek čas, a ne. Tudi iskreno moramo vedeti, da nek prevzem, če ga zasnuješ, to traja in zahteva svoj čas, pač pogajanja, skrbni pregledi in tovrstne stvari, tako da jaz mislim, da so kar aktivni, da iščejo neke tarče, ampak da so zelo, ko bi rekel, previdni pri vrednotenjih in da malo v bub spravljajo kakšne prodajalce, a ne. Videli smo tudi to, da so se praktično vsi ta glavni IPO-ji ustavili, a ne. Torej javne izdaje delnic, ki so bile namenjene, da pridejo podjetja, da pridejo na trg, je v bistvu Trump je zaprl okno za javne izdaje delnic in pač, ne vem, se jih je cel kup ustavilo, tako da to tudi marsikaj pač pove, ne. V tem smislu, da pač je to okolje bolj naklonjeno pač kupcem, a ne. Zdaj, če so pa nadaljevali, tako kot je Kramer rekel, a ne, pa sploh še toliko bolj za Buffetta, ker Buffett je zelo vesel takih situacij, nekih likvidnostnih kriz, to mu najbolj leži pri srcu, da takrat on se z nekim posebnim dealom nekam noter spravil, po možnosti s kakšno zamenljivo obveznico in take stvari, no. Vse to je bilo tudi leta 2008, ne, ko so ga klicali na posvet, da je reševal bančni
sistem oziroma bančno-finančni Takrat je sistem. malo Goldman Sachsu pomagal z enim hibridnim inštrumentom, pa itak so tam bili taki donosnosti na koncu. Andraž, a greva mi počasi zaključiti? 1:32 sva v bistvu pač bila tukaj zdaj z vami. Hvala vsem za zanimive komentarje. Nekateri ste se kar razpisali, kaj počnete s svojim denarjem, tako da hvala za odlične komentarje. Hvala, da ste nas poslušali. Če boste imeli še kakšnokoli vprašanje, pišite na marja@money-how.si. Kaj bova rekla, Andraž, za konec? Ja, ne vem, saj pravim, neka sezona lova očitno prihaja na kvalitetne delnice z popusti, tako da ne biti preveč slabe volje, kar se dogaja, ker je to vse nek proces, ki je za borzo tipičen, lahko gre tudi še nižje, lahko se tudi razvijajo nek medvedji trg, trajajo še nekaj časa, ampak predvsem tiste, ki to počnete zato, da boste skozi čas nekaj imeli od tega. Jaz mislim, da to je obdobje, skozi katerega je potrebno iti z enako disciplino kot skozi obdobje, ko tečaji rastejo in dobesedno pač Wall Street prodaja delnice z premijo, zdaj pa čas, da mi od Wall Streeta kupimo delnice z diskontom. Tako da v bistvu tako bi jaz gledal na to. Se pa da veliko v tem obdobju naučiti, no? Tudi če spremljate tudi kakšno posamično delnico, boste videli, malo se včasih vprašate, koliko se teze, ki so še 2 meseca nazaj bile zapisane dobesedno kot ne vem, malo manj, da ne 10 božjih zapovedi v kamen, kako se hitro lahko spremenijo na trgu, in to je značilnost borze, da kar pozab na svete krave zapovedi, ki smo jih imeli zadnjih 10 let, čez noč se to stran vrže čez nekaj drugega. Pa mogoče lahko se spomniva še na en pregovor, ki je v bistvu zelo znan z Wall Streeta, pigs, bulls make money, bears make money, pigs get slaughtered. Torej, to pomeni, da imeti neko svojo naložbeno strategijo in vztrajamo pri tej naložbeni strategiji, bodimo dolgoročni investitor, borza ni z danes na jutri, tako da pa tudi vztrajanje potrebno biti na borzi na dolgi rok. Se strinjam. Jaz bi rekel, če slediš neki strategiji, ki v nekem kvalitetnem indeksu skozi čas varčuješ in neke zneske vplačuješ, ki niso nesorazmerni s tvojimi dohodki, da ne greš čez, da se ne zadolžuješ, rekel za to, da nisi v škripcih pol. Jaz mislim, da skoraj težko bi pristal na strani svin, iskreno povedano. Svinje smo lahko, ali pa ste lahko, ali pa so lahko tisti, ki pač grejo, prestopiš linijo, preveč se izpostaviš, greš v neko nišo noter, misliš, da veš, ampak Wall Street je narejen za to, da te niše obrne monetarno in izplune ven in pol je čez nekaj drugega. In skoraj vsakih x let imajo neko novo temo, še akronime se za to zmišljujejo. Tako da pazite se pred tem, da odtavate preveč daleč stran, to dostikrat tudi opozarjamo in zlasti v teh burnih časih je to treba paziti. Tudi če kupujete nekaj, ki je šlo konkretno navzdol, dajte se držati čim bolj kvalitetnih firm, ki bojo preživele tudi realni ekonomski vihar, ne samo ta borzno-sentimentni, to je pomembno. Zanimiva misel je bila od tega Steve Sosnika. Rekel je, da če vas začne črvičiti po želodcu, to pomeni, da ste izpostavljeni preveč tveganim investicijam. Tako da mogoče tudi to ena taka, če vas zdaj preveč stiska, to pomeni, da bi mogoče morali malo zmanjšati svojo izpostavljenost do visoko tveganih naložb. Jaz bi mogoče Rok še tukaj dodaja, dollar cost averaging. Tako, se strinjamo. Jaz bi tukaj samo dodal to, mnogi boste imeli zdaj priložnost našraubati ta ventil, torej, kje te stisne, pa kaj je realno, ker ni bilo toliko priložnosti, da bi se tako hitro nekaj spustili dol, tako da je neizogibno, če gre tako hitro, vsak ga malo stisne, ker če bo šlo pa vsak dan tako naprej, bo pa, ne vem, 70% dol, tako da tukaj pa je problem, ker tukaj lahko hitro paničen rataš, tako da jaz bi rekel, da
tukaj je treba vseeno upoštevati, se pravi, če imaš res blue chipe, največje firme, to ne bo na dolgi rok propadlo. Indeks ne bo propadel. Bojo pač not mogoče druga podjetja, ki jo preživela, ampak bojo. To, kar pa Steve pravi, je pa po moje to, da dostakrat se ljudje z vodom igrajo, kupijo tudi recimo Interactive Brokers vam omogoča, če imate margin account, nekaj kratnik svojega čiste vrednosti, pač premoženja se tudi zadolžiti, recimo zraven. To pomeni, da vam pol portfelj bolj niha. Ali pa imaš pač neke delnice not, ki so totalno razmontirane. Jaz pravim, če so v indeksu noter, sploh S&P 500, bo volatilnost v maksimumu, rekel, v zadnjih 100 letih je šla tam do 50%. In to je bilo to. Zdaj, to se pa lahko zgodi. Ne smemo reči, ne samo 20%, ne samo 30% korekcije bojo. Ja, lahko se zgodi, da bojo v enem valu ali v večjih z korekcijami se tečaji tudi za toliko zmanjšali. Ampak še enkrat znova, če imate pred sabo še celo serijo denarnih tokov za naslednjih 10 let, pol to ni problem, ker boste pač tudi te, ko bo rekel, diskontne tečaje v bistvu, ali pa te čase prebrodili z nekimi nakupi. Težava je, da dosti ljudi ustav pol strategijo od koraka stran. Videl sem tudi primere, kjer dejansko prodajo za pol cene in rečejo, ne grem se več borze, to je natek. To je škoda. Taki vlagatelji se praviloma dostakrat vračajo nazaj, potem, ko je indeks že zdavnaj šel prek unga vrha, s katerega je padel dol, in potem, ne vem, mogoče prihajajo na slovenski delniški trg, ker so to nek prebrali leta 2025, ki tudi ni več vse tako, rekel, na razprodaji ali pa, ne vem, potisnjeno navzdol. Tako da to je ta problem. Če pa takrat pač kupite, bo pa to ta dollar cost averaging deloval v vašo korist. In pač tako to je. Velja pa pač to upozorilo. Lahko tudi traja ta stanje, da se, rekel, te tečaji ohlajajo tudi dlje časa, kot mogoče danes mi mislimo. To ni nič nenavadnega. Ja, glih tlele bom v redu, bom sam še eno vprašanje, pa res zaključiva. Ali je smiselno imeti Berkshire Hathaway namesto S&P 500? Ker Berkshire Hathaway je tudi v bistvu nek holding, je neka košarica, naložb, ki jih je v bistvu Buffett s svojo ekipo izbral in sestavil. Kaj misliš? Se kar zanimivo vprašanje. Hvala. Ja, mogoče bi jaz upal, mislim, na mesto nisem čist prepričan. Bom tako rekel, pa bom iz 2 razlogov, ker tukaj bi mogli predpostavljati, da bo Berkshire Hathaway imel kontinuiteto v managementu v neskončnost. Kje pa ne bo imel? To je malo težko. Zdaj, trenutno, seveda letos bo si rekli, ja, za nazaj smo vsi lahko pametni. Mogoče je v starih časih veljalo, da mogoče v poznem ciklu, mogoče celo to velja. To pomeni, ko so tečaji v nekem zgornjem, kako rekel, četrtini nekega intervala zgodovinskih vrednotenj, pač je mogoče res celo imeti mogoče kakšno malo večjo pozicijo v Berkshireu ni slabo, recimo, ker v bistvu znajo znavigirati čez te cikle zelo fino in s tem dati neke lokacije Buffettu, da on upravlja z vašo, kako bi rekel, tem diskrecijskim portfeljem. Mogoče bi celo bil pristop, ker ni tako, ful zanimivo vprašanje. Lahko bi celo imel pristop, naj bo Berkshire moja aktivna stava, če se sam ne ukvarjam s tem. Torej, primer, imam, ne vem, 80% v S&P-ju, ampak 20% pa dam Warrenu Buffettu, pa naj on več naredi na unih 20%. Recimo, namesto da sam zbiram delnice, jih dam Warrenu, pa naj na dolgi rok pač naredi več. Andraž, a ti lahko povem, kakšna je struktura njegove košarice? Ja. Vanguard Group, BlackRock, Morgan Stanley, JP Morgan, Bank of New York Mellon, Charles Schwab. Ja. To so stebri ameriškega kapitalizma, bi se temu reklo.
Torej, on verjame na dolgi rok v kapitalske trge, on verjame v ameriški kapitalski trg, on verjame v ameriško gospodarstvo, ameriška podjetja, to je dejstvo. Ampak drug štos je, kako in kdaj in v kakšnem položaju on pride do teh kosov, teh delnic. To je pomembno pač vedeti. Ne. Mogoče tudi so se te pozicije malo povečale, saj na začetku leta, takrat, ko je Trump prišel na oblast, je ta finančni sektor res čisto podivjal. Zdaj ga sicer vleče nazaj, spet navzdol. Čeprav je res, da financials year to date, recimo 8,5 so dol, indeks je 13 dol, malo gledan sektorje, so spet manj padli, ampak mogoče ravno zato, ker so bolj zrastli. Tako da jaz bi rekel, da me ne preseneča. Pač Buffett bo imel ameriške blue chipe noter, bolj bo znal mogoče, dajmo reči, zaznati neko precenjenost ali pa precenjenost, morate razumeti, precenjenost trga lahko traja dlje časa, dajmo reči, malo vroče tečaje, in pač tam se on zmer malo bolj konzervativno postavi in pol on bo ta glaven jackpot po moje doživel, če v tole je šlo še malo globje dol, in bo pol tam še operiral naprej, konkretno. Ja, sej. Tlele je tudi dobro vprašanje Žiga postavil, kaj bo z Berkshire Hathaway, ko Buffetta ne bo več. Buffett je zdaj že skoraj 100 let star, mislim, ni še eno, ampak se približuje temu. Ampak kot sem razumela, je poiskal enega zelo kompetentnega naslednika, ampak ja, vseeno je Berkshire Hathaway, pač je Warren Buffett je obraz pač Berkshire Hathaway, ja, to je res, ja. Bomo videli, veliko velikih sistemov je šlo čez neko nasledstvo teh kulta ustanoviteljev, sicer mogoče ne toliko, čeprav tudi pri upravljanju se to dogaja pri nekih družbah, recimo, mogoče bolj nišnih na alternativnih skladih pa to, ampak ja, pač to bomo videli, kako ta prehod. To zanimivo bo videti, no, če že vlečemo paralele s Slovenijo, kaj bo potem, ko bo Jože Colarič se umaknil z mesta funkcije predsednika uprave, ker je že zelo dolg časa. Ja, marsikaj pol vpliva na dojemanje tega prehoda, ker ni čisto tako, da ne vem, trg ostaja enak, kot slika, v okviru operiranja se spreminjajo, tako da včasih je tudi tako, da je nekdo bil, dajmo reči, on board, ki so bili zelo dobri časi, pa se je glih prestavil, pa je ta drug glih na mino, kakšne depresije naletel ali pa kaj takega, ampak to zelo, to čas šele se pokaže, v bistvu, koliko je uspešen ta prehod. In isto bo pri Berkshireu, po mojem, bojo to leta, ko bo ljudje se spraševali, kaj pa kako, lahko bo kriza prenosa, lahko bo Berkshire kotiral z diskontom na čisto vrednost, pa ga bo takrat, mislim, tukaj je veliko vprašanja, tako da bo zanimivo, predvsem je treba tukaj vse, dajmo na korak nazaj, treba je narediti domačo nalogo, treba je pogledati premoženje Berkshire, treba je razumeti, da imajo oni, da je to holding, kjer imamo kombinacijo portfelja, manjšinskih udeležb, in kombinacijo samih nekih core biznisov, torej tam, kjer je sam holding večinski lastnik, tako da v bistvu tukaj, to je zavarovalno-finančni holding z naložbami v ameriškem gospodarstvu, pa dobro, neki nepar tujih imajo, BYD imajo tudi, kakor recimo od teh globalnih naložb, ampak recimo to je treba razumeti in vrednotiti holdinge je včasih kar zakomplicirano, ni tako enostavno. Evo, Andraž, midva sta se že poslovila, ampak sva podaljšala, res dobro vprašanje, hvala. Žal ne bova pač mogla več odgovarjati. Vse to, kar sprašujete tle, vidim, ja, bomo odgovorili tudi o tem slovenskem ETF-u, kot sem že rekla, pripravljam prav posebej epizodo, v torek jo snemam, tako da sreda četrtek bo objavljena. Nič, Andraž, najlepša hvala, da si vzel v nedeljo čas za ta vklop. Upam, da ste dobili tudi gledalci
odgovore na vaša vprašanja, na vaše dileme. Bomo pa seveda še naprej z vami, če boste imeli kakršnakoli vprašanja, lahko nam pošljete na naš Discord, MoneyHow. Mislim, da imate vse povezave v opisu epizode. Lahko mi pošljete na mail marja@money-how.si. Vabljeni ste še enkrat, da se nam pridružite 22. maja. Mislim, da bo ful dober. Zdaj sem se prav smejala, ker sem pomislila, da bi dala kar skupaj na sliko Avdića, Klemna Boštjančiča, Blaža Brodnjaka pa Mojmire Mraka. Kaj imajo skupnega? MoneyHow live. Po mojem ful dober, no, tudi ta roast, ki ga pripravljamo, mislim, da bo super, no. Od nekdaj sem si želela narediti finančni roast, fantazirala sem o tem zelo dolgo časa, dejansko sem ga enkrat izvedla, ko sem bila še na Financah, ampak moram reči, da ni najboljši izpadel, no. Bi si želela, da bi bil malo drugačno, ampak zdaj letos je pa res ogromno materiala, da se bo dalo roastati, no. Ana? Ja, se strinjam. Ful sem navdušen. Ne, malo gledam klele ene delnice, ki smo jih danes omenjali. Kaj rečem? Ene so res pogubno padle, tako da, ja. Lej, to je to. Ampak ja, zdaj vse smo se zmenili, kako bomo se držali, kaj bomo delali, tudi če bo jutri Black Monday, pa obstaja varianta, da bo kakšen Black Tuesday, Thursday, Wednesday, Friday, skratka. To je to. Tako bo. To lahko zgleda tako kakšna pesem, a veš, od Curov, ne, ki gre čez cel teden, Friday I'm in love, ko že toliko šli dol tečaji, ne, tako da pol že čuden, to gledaš, se ne zatreskaš, pa kaj kupaš, ne, tako da, lej, recimo, naj bo to. No, dej. Ok. Ok, hvala sem. Uživajte. Ja, Se vidimo na naslednjem vklopu. Ajde, čau.